Dr. Kneževič, matične celice že nekaj časa niso več neznanka, saj v delu zainteresirane javnosti ne. Kljub vsemu pa še vedno puščajo nekoliko zadrege, ko gre za njihovo uporabo v medicini oziroma v zdravljenju. Seveda, bistvo znanstvenikov je to, da so skeptični, kar je prav, in bistvo medicine tudi je to, da je konzervativna pri vnašanju ali pa pri usvajanju novih tehnologij, posebej takih, ki imajo lahko potencialno kakšne dalekoročne posledice. Da pa mi lahko potem trdimo, da je neko zdravilo ali pa zdravljenje učinkovito, pa seveda rabimo poleg kratkotrajnih rezultatov tudi dolgoročne in dolgotrajne rezultate z vsemi stranskimi učinki in seveda zadosti veliko statistično povprečje ali pa statistično signifikantno skupino, da lahko za svojimi rezultati tudi stojimo. To je pač evidence-based medicine, na kateri sloni sodobna medicina. Jaz osebno nisem zdravnik, ampak delujem za kolegi medicinci že dolg časa in v teh timih vemo, da lahko samo s partnerskim timom na dolgi rok kakšne stvari naredimo primerne za uporabo. Na kratko, kaj pa so matične celice? Kakšne vrste teh poznamo? Matične celice, da ne bom preveč učiteljski tiči, tako kot svojim študentom, ki razlagam te zadeve, dolgo časa, še zdaj se tudi v slovenski, tudi med novinarji in v javnosti se uporablja v bistvu napačen izraz za matične celice, se uporablja izraz izvorne celice. Izvorne celice so samo ena od oblik matičnih celic. Matične celice pa izhajajo iz izraza, kako je opisal moj kolega Primož Rožman in njegova asistentka Mojca Ježeva iz Zavoda za transfuzijsko medicino v svoji knjigi o matičnih celicah, so celice, ki izhajajo, ki so ena najbolj primitivnih celic, skupina najbolj primitivnih celic, ki jih lahko vodimo od embrionalnih matičnih celic do seveda praktično že diferenciranih, tako imenovanih progenitorskih celic, takih, ki so lahko razvijajo v eno od 220 različnih celičnih vrst v našem telesu. Izraz matična celica je lep slovenski izraz. To izhaja iz izraza mati, matičnost, matica, in seveda pove nekaj o temu, kot je recimo stem, gnezdo, iz ekvivalentnega angleškega izraza. Zdaj, vsi ti izrazi so samo ena od stvari, ki govorijo o temu, da mi težko rečemo, zdaj pa imam jaz matično celico tukaj, zdaj sem jo pa izoliral. Te lastnosti včasih lahko vidimo šele po njenem obnašanju v kulturi, v njenem obnašanju v našem telesu, da pa vemo, da so in da jih imamo, pa vidimo sami pri sebi. Mi se tekom našega povprečnega življenja 70 do 80 let se stalno regeneriramo. In če teh celic, matičnih celic, ki jih imenujemo, ne bi bilo, če se urežemo, se nam ne bi mogla rana pozdraviti, če nam odpadajo lasje ali pa rastejo lasje ali pa nastaja prhljaj, seveda se to ustavi. Še bolj seveda hudo je pa, če se nam določeni notranji organi zaradi pomanjkanja teh celic ustavijo. Tako da sodobna znanost gre zdaj čedalje več v smer, ko želi doseči to, da imamo zadostno število kompetentnih matičnih celic v našem telesu in imenujemo to z eno tako skupnim izrazom anti-aging v povezavi z regenerativno medicino. To so zdaj nove paradigme v medicini, ki so mogoče zadnjih 10-12 let, predvsem z nastankom od našega tisočletja, od začetka tisočletja naprej, ko smo odkrili matično celico leta 1998 pri človeku. In potem tudi kasneje, ko so seveda padale tudi Nobelove nagrade, ko je znanost ugotovila, da je matična celica eden od najpomembnejših mejnikov v sodobni celični biologiji in medicini. Od njih lahko pričakujemo še zelo veliko, po drugi strani je pa pot do teh rezultatov zelo težka, zaradi tega, ker je potrebno gledati, kot sem prej omenil, že za kritično distanco. To pomeni, ko mi enkrat nastavimo poskuse, ko mi enkrat te poskuse izvajamo v laboratorijskih pogojih, je to eno, ko jih izvajamo v poskusnih živalih, je to drugo,
Ko pa pridemo s tem na človeka, je pa to tretja zadeva. Tukaj se pa poleg vsega ostalega se pa vklopi še etični princip. Mi ne moramo vseh poskusov, ki bi jih radi in želeli in ki bi jih bilo treba narediti, ne moramo narediti na človeku. Zato moramo imeti ustrezne modelne živalske poskuse, ki imajo seveda tudi svoje etične komponente in ne moramo delati teh poskusov kar v nedogled, pa seveda morajo biti strogo nadzorovani, ampak rezultati vsega tega pridejo včasih šele po več letih. In v vmesnem času je pa treba dati tudi drugem delu znanosti, tudi humanističnem delu znanosti, malo časa, da se zave, da te možnosti obstojajo, da obstojajo možnosti, da ki ti jih nudijo recimo kloniranje, ki ti jih nudi manipulacija genskega materiala in tako naprej, kaj vse to potencialno ima lahko kot posledico. In nevarno je, kadar te vse potencialne nevarnosti zagrabijo recimo mediji, ki se ukvarjajo z zabavo in seveda naredijo iz tega hollywoodske filme, ki grejo v horror sfero ali pa v grozljivke in seveda omogočajo za nekaj malimi znanstvenimi lažmi, omogočajo pri ljudeh občutek, da so te stvari hujše od atomske bombe. Prave nevarnosti, ki se počasih tudi seveda v vsaki znanosti skrivajo, postanejo skrite in te nevarnosti je pa dolžnost znanstvenikov in cele naše sfere, da pa te prave nevarnosti identificirajo.